Fleksa po 50. Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dober večer, pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. Naša nocojšnja gostja je Katja Mikula, ravnateljica glasbene šole Trbovlje. Pozdravljena v našem studiu. Ja, lep pozdrav tudi gledalcem in vam. Hvala. Nekaj bova povedali o delovanju glasbene šole Trbovlje. Najprej se bova lotili, kaj je bilo vse v preteklem šolskem letu, s kakšnimi uspehi se lahko glasbena šola Trbovlje pohvali. Nekaj jih je bilo, ne? Bilo. Ja, tako kot vsako leto naši učenci, posebej tisti, ki so, bom rekla, bolj zagnani, bolj pridni, bolj delavni, nam bom rekla samo nadarjeni, čeprav tudi to mora biti zraven, se udeležujejo vsako leto tistih naših standardnih tekmovanj, kar nekaj je tudi mednarodnih tekmovanj in lahko v tem trenutku še posebej izpostavim sedaj že bivšega učenca diatonične harmonike, pa s tem se tudi lahko pohvalimo, da smo ena redkih šol v Sloveniji, ki se s tem res profesionalno bavimo in na takem nivoju. To je Gašper Cestnik. On je dosegel za našo šolo pravzaprav zavidljivo število zlatih priznanj, prvih mest, prvih nagrad na teh mednarodnih tekmovanjih od Avsenikovih, Rutarjevih in drugih. Posebej ponosni smo pa na to, da je v lanskem šolskem letu na našem državnem tekmovanju, ki ga organizira Zveza slovenskih glasbenih šol in veljajo kot male olimpijske igre, ker to pač pride na vrsto vsake 3 leta, je dosegel na državnem tekmovanju po izboru na regijskih drugo nagrado. 95 točk, zlato, in mislim, da je to uspeh, ki si ga vsak učitelj in vsaka šola pravzaprav lahko le želi. Seveda ni bil samo on med tekmovalci, imeli smo tudi flavtiste, ampak za njega sem pač zato izpostavila, ker je v celotnem šolanju, to se pravi svojih polnih 6 let, kar je hodil na diatonično harmoniko, vsako leto pravzaprav prinesel kar nekaj teh nagrad. Lahko izpostavim tudi zelo uspešno sodobno plesalko, ki se je po dolgem času zopet kot ena izmed naših učenk uvrstila na tekmovanje mladih sodobnih plesalcev. Tudi tu so predizbori, ki so zelo močni. Konkurenca je bila menda tam okoli 150 kandidatov, tudi mednarodna, ker so to prihajali posnetki tekmovalcev iz tujine in je bila uvrščena potem v finalni večer Opus 1, to je običajno v Celju, to tekmovanje, in prepričala je žirijo tudi tako daleč, da sicer letos zdaj kot dijakinja Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, oddelek za sodobni ples, modul sodobni ples, bo nastopila tudi na živi. To je poseben festival, ki je ravno tako mednarodnega značaja in se tja uvrščajo najboljši sodobni plesalci trenutno, bom lahko rekla, kar v tem prostoru Srednje Evrope. Tako da jaz si želim takih kot ravnateljica uspehov, ker bom rekla, ti učenci, ki potem nadaljujejo tudi logično šolanje na srednji stopnji, na akademijah, potem nosijo ime naše šole naprej po svetu. Tako da to je, bom rekla, ena lepa popotnica za naše nadaljne delo potem z mlajšimi, ki prihajajo. No, kot si že omenila, vpise na srednjo šolo, vsako leto se lahko glasbena šola Trbovlje tudi pohvali z nekaterimi vpisi na srednje šole. Tako. Ja, poleg Klare se je na srednjo, bom rekla, plesno šolo, čeprav je to vzgojiteljska gimnazija, vpisala še ena deklica, Živa Kadunc, tudi ta zelo uspešna, sicer se ni pač angažirala tako, da bi šla na tekmovanje. In zanimivo, to je zelo redek inštrument in smo tudi zelo ponosni, da smo pa dobili enega bodočega zopet tubista, čeprav že v preteklih letih, no zdaj že to kar dolgo časa, je bil prvi tubist, ki je šel na to šolanje, na to pot, Blaž Umek, no sedaj pa po njegovih stopinjah stopa Izak Špajzer, tako da tudi on je bil lani tekmovalec, sicer je bil eno leto še prej na državnem tekmovanju tudi zelo uspešen in je bil prvonagrajenec in je tudi koncertiral na koncertu prvonagrajencev v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. No, lani je bil še uspešen tudi v Beogradu na tem mednarodnem tekmovanju Davor in Jenko.
zdaj pa ni več naš, je seveda naš, ampak nadaljuje šolanje v Ljubljani na konzervatoriju. No, vpisi na srednjo šolo torej le niso tako samoumevni, sprejemni izpiti so verjetno kar zahtevni. Tako je, ti učenci, ki se odločajo, tudi letos bomo imeli zopet ravno Gašper, se odloča sicer s klasično klavirsko harmoniko, pa eno deklico, ki je bila tudi zelo uspešna tekmovalka, Tjašo Judež, pianistka, se recimo zdaj pripravljata že zelo napolno in zelo aktivno, in to ne samo z inštrumenti. Vedno dobimo poseben katalog, kaj naj bi ti učenci na sprejemnih preizkusih znali, kar se tiče inštrumenta, kaj je pripravljen program. Poleg tega pa se pripravljajo tudi iz solfeđa, ker na sprejemnem preizkusu pač morajo pokazati tudi določen nivo znanja, razumevanja glasbene teorije, določenih sposobnosti prepoznavanja od intervalov, pač tistih splošnih zadev, ki se mogoče gledalcem, poslušalcem zdijo malo tuji, nenavadni, ampak bom rekla, to je mala matematika, en tak leksikon znanja glasbenega, ki ga pač mora otrok v nižji glasbeni šoli usvojiti, zato da potem lahko na srednji stopnji nadaljuje. No, če se lotiva še nekoliko tega novega šolskega leta, nekako septembra se vedno začne, sedaj ste že verjetno utečeni, je že nekaj mesecev za vami. Kako pa je bilo z vpisi letos? Ponavadi je nekaj tistih predmetov, ki imajo več vpisa, nekaj tistih, ki imajo manj. Kako je bilo letos s tem? Ja, letošnje šolsko leto, no, že lansko je bilo tako, da nas je bilo kar naenkrat zelo polno. Letošnje šolsko leto se je pa prvič zgodilo, da smo morali pa nekaj otrok odkloniti. To je, mislim, da najtežja stvar, ki se lahko enemu ravnatelju zgodi, ko moraš malemu otroku reči, da željenega inštrumenta oziroma željenega predmeta ne bo mogel pri nas obiskovati, ker jih je preveč. Mi imamo pač vpisni rok, tako kot vedno maja, junija so potem vpisi, in ko se zapolne ta prvi rok, potem, če kdo zamudi in pride potem avgusta, septembra, žal vpisnih mest ni več. Tako da standardno itak imamo pri nas polne flavte, kitare, tudi klavir se je zelo ojačal. Edino, kjer mogoče bi še si želeli kakšnega več, je na trobilih, pa mogoče na določenih pihalih, no, klarinet, saksofon, čeprav letos je bilo tudi to polno, pa mogoče na violini, ampak se pravi, številka, ki jo držimo že leta in leta, ostaja ista na individualnem področju, tudi Ministrstvo za šolstvo ne dopušča širitev. Za nas je to žal, za otroke in starše še posebej, ampak tako pač je. V teh kriznih časih si pač ne moremo privoščiti, oziroma si ne smemo privoščiti nikakršnih povečanj obsega dela. Moram pa reči, da imamo pa zelo požrtvovalne učitelje. Naša učiteljica nauka v glasbi, solfeđa in pa predšolskih programov glasbenih, tako bom rekla, čist iz svojega veselja zaradi otrok, brezplačno poučuje eno skupino glasbene pripravnice, ker pač ne dobimo za to ustreznih sredstev z Ministrstva za šolstvo. Pa tudi pri tolkalih, ne glede na to, da nam ministrstvo zagotavlja samo za 4 učence sredstva, mi imamo pa 8 tolkalistov, pač za tisto razliko potem sami zagotavljamo sredstva, da učitelja poplačamo, ampak to res minimalno. Tako da bom rekla, vsaj na teh področjih smo zagotovili večje število vpisa, kot je predvideno po normativih in standardih, oziroma tisto, kar nam pač ministrstvo število oddelkov dovoljuje. Je pa tako, mlajše učence, ko sprejmemo v naše vrste, lažje potem tudi prepričamo za kak bolj eksotičen inštrument, kot sem že prej rekla, kakšno tubo, ker se otrok že zelo zgodaj spozna z inštrumenti, zelo zgodaj pravzaprav vidi čar določenih inštrumentov, ki se potem vključujejo tudi v naše orkestre in jim potem učke zasijajo. Ne pa tisto, kar je pač logično, medijska popkultura svoje naredi, večina bi kar vsi kitaro igrali, ne? Najbolj grozno je, ko ti pride, pa ti reče, jaz bom pa synthesizer. Ne, mi imamo klavir in to je poseben inštrument in to je treba drugače pristopati k temu inštrumentu. Tako da je kar v redu, da smo si izborili to možnost, oziroma da se je učiteljica sama ponudila, Božena Grum, da poučuje pa te majčkene otroke in jim pač vliva veselje in žar
za glasbeno šolo za naprej. No, pihalcev in trobistov pa so verjetno veseli tudi pri pihalnem orkestru trbovlskem. Ja, Z njimi verjetno tudi sodelujete. Ja, moram reči, da zdaj zadnja leta zelo dobro. Z gospodom dirigentom Jožetom Kotarjem sva pravzaprav, tako bom rekla, nadaleč sošolca, no, na Akademiji za glasbo smo bili tako neka generacija. In takrat, ko je on prevzel vodenje, sva se medva pogovorila, kako in kaj. Mi vse učence, ki pač dosežejo nek nivo znanja oziroma starost po 6 letnikih, bom rekla, nekako napotimo. Mi imamo tudi našega učitelja klarineta, ki je hkrati tudi dirigent šolskega pihalnega orkestra, kot člana Delavske godbe Trbovlje, in on je pač neka vez med našo šolsko godbo in potem Delavsko godbo Trbovlje kot društvom, in on najbolj potem lahko oceni in presodi, kdaj je otrok pripravljen pa potem za težji program, za zahtevnejše zadeve, in potem ti otroci naredijo audicijo in se vključijo v njihove vrste. Je pa tako, dejansko mora neka zrelost, neko znanje že biti, ni pa to vse. Jaz vedno pravim, da to je samo odskočna deska. Vemo, da so ti otroci, ti učenci še na zelo začetni fazi svojega razvoja, in prav je, da potem v nekem takem sestavu, kot je godba, nadgrajujejo vse to in da dobijo primerne mentorje, da se jim pomaga in da potem rastejo naprej kot glasbeniki. No, dela na glasbeni šoli imate ves čas dovolj. Trenutno se pripravljate na božično-novoletni koncert, ki bo kmalu. Ja, to je tudi tradicija naše glasbene šole. Mislim, da zdaj že, odkar sem jaz ravnateljica, pa še malo prej, no, ko sem jaz začela z organizacijo kot učiteljica violine, imamo prav tematske te večere oziroma koncerte, božično-novoletne koncerte. Tudi letošnje leto ni nikakršna izjema, je pa res, da smo se odločili za majčken širši spekter nabor glasbe, da se nismo ozko usmerili, ne vem, tako kot smo imeli, ne vem, pred leti, samo slovensko tradicionalno glasbo, božično-novoletno, pa lani smo imeli malo popevke, pa še prej smo imeli filmsko glasbo, pa še prej leta in leta Avsenikovo glasbo, pa še nekaj nazaj filmsko, pa risanke. No, letos smo pa rekli, da se bomo šli en tak malo mešani glasbeni potpuri znanih melodij, in to različnih obdobij, od klasicizma, klasike, skratka, če rečemo pod besedo klasiko, vsa obdobja, tista, ki jih poznamo v zgodovini, pa do zabavnih melodij današnjega časa. Tako da bo za vsakega nekaj, je pa tako, da so to res te melodije, ki jih poznamo, jaz pravim ringtones, včasih kakšen mobitel prijetno zazveni s kako Chopinovo zadevo in potem, aha, to sem pa že nekje slišal, ne? Ljudje to povežejo, tudi v kakšni reklami, v kakšnem filmu se kaj najde in potem povežejo, ne? Mogoče je to za tako obdobje, kot je novo leto pa božič, ko je vse bolj lahkotno, bolj primerna tema. Se pa res držimo načelno tega, da potem pa na koncu šolskega leta, ko je zaključni koncert, ko so te prireditve bolj tiste, rekla, ko se pokažemo, takrat pa striktno potem tisto, kar naj bi na nižji glasbeni šoli učenci pridobili, to je osnovno znanje klasične glasbe, ker to je tudi potem osnova, da smo si na jasnem, zabavne glasbe, ki je dostikrat težja kot klasična glasba, ravno zato, ker se noter ti kompleksni ritmi dogajajo in težje harmonije in otrokom to še ni jasno, ne. Skozi starejša obdobja pa to učenci, otroci spoznavajo. S tem, da tako je, mi imamo strašno radi potem vseeno še tudi na zaključnem koncertu, vsaj kar se orkestrskega dela tiče, vsem kakšne take melodije, da potem potegne publiko za sabo, da grejo s takim prijetnim občutkom pa domov. Kdaj pa bo koncert? Božično-novoletni koncert bo letos, mi imamo standardno to pred zadnji teden, pred zaključkom šole oziroma pred počitnicami, to je letos 19. december, četrtek, vedno konstantno. Prejšnja leta, ko so bila bolj, rekla, leta debelih krav, smo morali imeti kar po 2 koncerta, ker sta bila oba polno zasedena, občinstvo je bilo veliko, zdaj se pa pač ta kriza tudi pri nas malo pozna.
mi pač najamemo dvorano v Delavskem domu Trbovlje in to dvorano je treba plačati in te spremljevalne prostore in ozvočenje, razsvetljavo, ni poceni in sistem, ko pač zaračunamo tistih minimalno 5 evrov, zagotovimo vsaj ta sredstva, da pokrijemo strošek najema Delavskega doma. In tudi nekaterim je to včasih malo preveč, čeprav ponujamo potem nekaterim našim učencem na koncu šolskega leta vse te vstopnice pa brezplačno, zato ker je prav, da se otroci spoznavajo s klasično glasbo. Ampak je pa poln koncert, to pa je. Tudi ta zdaj, ko bo, lani smo imeli enkrat, letos bomo pač spet imeli enkrat. Če se bo pa spet pokazal trend, da bi ljudje bolj množično želeli obiskati ta koncert, pač bomo zopet uvedli še ta drugi večer in bo pač en bo premiera, drug bo pa repriza. No, ste fleksibilni, Smo tako da je dobro. tako. No, še en pomemben dogodek morava omeniti. Naslednje leto je prav posebno leto za Glasbeno šolo Trbovlje. Imate 75. obletnico in mislim, da je kar primerno, da ob tej obletnici malo omeniva ta zgodovinska obdobja, ki jih je Glasbena šola Trbovlje imela. Recimo, kako je bilo tisto začetno obdobje sploh drugačno od tega sedaj, recimo? Ja, če pogledamo po zgodovinskih zapisih oziroma po objavljenih podatkih, je naša šola pravzaprav ni ugledala luč sveta v taki obliki, kot je danes, ampak leta 1939 aprila je v Zagrebu bila registrirana Glasbena šola Trbovlje pri društvu Slavček. To je bil pač zbor. Ampak potem je pač posegla vojna vmes. In kaj se je zgodilo? Mi imamo recimo v naših kletnih prostorih ogromno arhiva notnega, ne boste verjeli, ko so še nacistične oznake gor. Nemci so pač prišli v Trbovlje, Trifajl je zacvetel pač pod njihovo oblastjo na nek čuden način, bom rekla res čuden način, in oni so vse stvari peljali naprej in Glasbena šola je do leta 1943 delovala, obratovala, kot da se ni nič zgodilo. Zanimivo. Dokler pač večino pedagogov, ki pa so bili Slovenci, ni prestopila v vrste partizanov. In s tistim trenutkom je pač tudi Glasbena šola za določen čas zamrla. Ampak to je bilo praktično samo za 2 leti, ker leta 1945, takoj že s 1. septembrom, je zopet zacvetela. Ljudje so se vrnili, učitelji so se vrnili, sicer v manjšem obsegu in logično otroci, ki so komaj čakali po teh časih groze, da se vrnejo v šolo, da zopet nekaj bolj pozitivnega se začne dogajati, so hitro zasedli različne inštrumente. Samo v tistih časih je bilo tako, da so učitelji po navadi poučevali po več inštrumentov. To danes je zelo specializirano, to je že tista velika razlika in je vsak pač mojster in specialist svojega inštrumenta. V tistih časih je bilo tako, da je en učitelj po možnosti poučeval kar po 2-3 inštrumente, pa še po možnosti je nekdo tudi imel vodil orkester. Tako da tam nekje do leta 63-65 je bila to zelo, bom rekla, mala šola, kar se tiče Trbovlja, ki pa je imela svoje podružnice v Zagorju, v Hrastniku in v Radečah. In zanimivo je, kako so se potem te šole odcepljale od Glasbene šole Trbovlje. Tako kot je Glasbena šola Trbovlje rasla, so rasle tudi te male podružnice. In potem logično, ko je enkrat to preraslo neko kvoto ljudi, učiteljev in učencev, je imela vsaka občina tudi zaradi svojih lokalnih društev, od godb, zborov in tako naprej, svoje želje in potrebe in potem je to počasi šlo narazen. Tako da najprej se je odcepila Zagorska glasbena šola, potem Hrastnik in potem je bil Hrastnik podružnica Radeče in potem šele Radeče. Tako da je to en tak zanimiv postopek, kako se je to dogajalo. Je pa tudi tako, da Glasbena šola Trbovlje, ki jo danes poznamo kot stavbo, kot objekt, nismo imeli vedno take sreče pa možnosti, da bi imeli svoje take lepe prostore, kot jih imamo. To je gostovalo, to je bilo v različnih hišah, v različnih stavbah. Na zadnje, preden se je selilo to leta 77 na hrib, jaz pravim na naš hrib, so gostovali celo v Delavskem domu Trbovlje in kot mogoče zanimivost, ker ni bilo prostora, so imeli pouk tudi kar v WC prostorih. No, tako, taka žalostna zgodba. So slike, ki pričajo, da so se koncerti izvajali tako v Domu Svobode kot v občinskih prostorih, današnji sejni dvorani, pa do tega, da
ni bila še gledališka dvorana tista, ki smo, kot jo danes zasedamo, ampak v predavalnici se še tisti stabri vidijo. Tako da znajti se je bilo treba. Hvala Bogu, da so bili in ravnatelji in učitelji tako fleksibilni in starši in učenci tako zagnani, da so vse te težave dokaj z lahkoto premagovali. Starosta, bom rekla starosta, zato ker je res najstarejši, ki je spoznaval glasbeno šolo tudi znotraj in čas je tudi učil, pri nas je bil Slavko Gulič, on je razlagal enkrat, kako so v te dvorane na roke nosili klavirje iz prostorov, kjer so imeli pouk, zato da so imeli koncert. Skratka, to so zgodbice, ki jih mi zdaj malo prav z velikimi učkami gledamo, ja, pa kako so sploh zmogli vse to, pa brez današnje tehnologije, ne? Ampak očitno tam, kjer je volja, je tudi pot in se je dalo. Je pa tako od leta 77, kar je pa ta stavba, se je pa že marsikaj postorilo tudi do zdaj. Tako da ni, da objekt stoji in ga zob časa najeda, ker sem jaz ravnateljica, ja, je bilo treba že kar nekaj obnovitvenih del, tako da v zadnjih 10 letih praktično smo od strehe, začeli smo od strehe navzdol, ne od temeljev, smo popravili marsikaj, ne, najprej streha, pa fasada, pa okna zamenjati, pa pode zamenjati, pa sanitarije urediti, skratka, ves čas se nekaj dogaja. Edina stvar, kar nam zdaj še manjka, je pač prostori za sodobni ples, ki se še vedno odvijajo v naši dvorani. Ni primerno, ni garderob, ni tudi sama dvorana pod kot parket, ni ustrezen, ampak jaz upam enkrat, da bodo boljši časi in se bo mogoče pa tista želja izpred let, ko je ena od mam sprožila akcijo, da bi vseeno svet zavoda in jaz kot ravnateljica dali neko pobudo na občino za nek prizidek, no, da se bo pa mogoče enkrat pa to tudi realiziralo. No, tudi notranjo opremo posodabljate trenutno oziroma nekaj še na črtu? Ja, tako je. Pač časi, kakršni so, niso ravno najbolj rožnati in meni vedno pravijo, da sem šparovna Gorenjka in nekaj denarja smo dejansko privarčevali od tega, kar nam starši prispevajo. Nekaj malenkosti, ampak res malenkosti pač na trgu dobimo z našimi koncerti. Ves ta denar potem zberemo na kupček, nekaj let se nabira, tako da smo potem iz tega denarja najprej nabavili vso opremo šolsko, pohištvo šolsko, tako da zares so take lepe, pisane, barvne sobice, ko pridejo učenci noter, že to bolj prijazno, ker iz leta 70 omare so res že komaj skupaj stale in so bile že prav fizično nevarne, če bi kjer mu kaj padlo. No, letos smo pa res šli v eno tako spet bolj močno nabavo. Mi smo imeli te stare pianine, ki jih je zob časa že krepko načel. Dolgo časa niso bili ravno idealni ogrevalni pogoji, no, se zato pravim, smo in fasado in radiator in tako naprej noga nam mogli menjati. Zdaj, ko je bilo vse to urejeno, ko so temperaturne in bom rekla, kar se vlage tiče, primerni prostori, se je pa zgodilo kaj? Vsi klavirji, vsi pianini so pokazali tisto, kar se je v tolikih letih nabralo. In potem, ko smo pač dali na strokovno oceno, smo ugotovili, da bi bil strošek obnove pianinov veliko večji, kot da gremo mi v nabavo, sicer pianisti tega sploh ne marajo, klavinov, se pravi, to je električnih klavirjev, ki so pa za pouk inštrumentov, ki rabijo samo spremljavo, ki rabijo zgolj fiksiranje intonacije, to so trobila, pihala, godala, so pa veliko bolj primerni ti električni klaviri, ker pač intonacija stoji. Logično, elektronika je tista, ki je fiksna. Zvok, ni bog ve kaj, je pa, kar se tega tiče, potem pouk dosti bolj kvaliteten. Tako da smo nabavili te klavinove in vse učilnice so zdaj praktično, kar se tega tiče, pa obnovljene. No, v naslednjem letu, ob tej 75. obletnici, pa pripravljate kar nekaj stvari, kar takšen cikel koncertov, tudi dokumentarec, mogoče še nekaj besed o tem. Ja, zdaj tako, včasih je bilo modno, da si ob obletnici, ne vem, posnel, včasih še tiste stare kasete na trak, potem so bile CD-jke moderne. No, v današnjih časih, ko smo pa vsi bolj vizualno naravnani, so pa bolj DVD-ji tisti aktualni. Ampak mi smo rekli, bomo še malo nadgradili, ker DVD-jev oziroma videomateriala se je v zadnjih 25 letih nabralo ogromno. Se pravi, škoda, da ti posnetki ležijo v omari, so neizkoriščeni, to je le naša zgodovina in smo se potem pogovarjali tudi z nekaterimi našimi bivšimi učenci, ki se zdaj pač
izpopolnjujejo oziroma študirajo na medijskih šolah. Ne? Aljaž Basič je bil en naših boljših učencev, je trenutno na AGRFT-ju kot bodoči montažer, malo se ljubiteljsko še z režijo ukvarja, pravno tako Laura Zelenšek, to je ena mlada gimnazijka, ki ima ogromne sposobnosti in je že tudi pripravila en film, ki se je zelo dobro na odrezal na MCT-ju, so ga pripravili v Trbovljah, pa tudi video posnetek je zdaj za Boheme pripravljena, no in ona se je tudi rada odzvala temu povabilu in pa pač kot moderatorko, ker je tudi moja bivša učenka in se je na radio KUM zdaj malo kalila Saša Kisovec, tako da ti trije so prevzeli vajeti v svoje roke, jaz samo zraven tako malo zviška, ko mama kokla gledam, če se teče tako, kot je treba, so si zamislili en scenarij. Jaz sem se predala vso to arhivsko gradivo njim, od pisanega, fotografskega, videogradiva. Jaz upam, da bo z tega nekaj zanimivega nastalo. Nekako imamo v planu intervjuje tudi te naše, bom rekla, eminentne bivše učence in bivše pedagoge, ki so zdaj pač akademski glasbeniki, profesori in so pač ponesli ime naše šole tudi navzven. Tako da to zna biti prav ena taka luštna zadeva, dokumentarna, kot dokumentarec se bo to posnel in jaz upam, da se bo to mogoče tudi na vaši televiziji potem odvrtelo, to je pač stvar dogovora. No, mlada in kreativna ekipa vsekakor mora kaj dobrega nastati. Je pa tako, kar se pa koncertov tiče, že od marca naprej se bojo dogajali, se pravi marc, april, maj, junij, vsak mesec bo nekaj. Tako ponaslovili smo jih na odru z. In prva je z najmlajšimi, ko bo glasbena pravljica, to se zdaj že pripravljamo, ker marec bo hitro za te majčkene otroke. Potem bo aprila pač ta slavnostna akademija, na odru bojo praktično, logično, ker je to slavnostna akademija, pač tudi eminentneži, jaz bom povabila tudi, upam, da se bo odzval gospoda ministra, logično župan, naše bivše pedagoge, bivše ravnatelje, bivše učence, študente in tako naprej. Skratka, jaz upam, da nam bo uspel takrat organizirati tudi en orkester, ki ne bo samo tiste razparceliranem, tako kot jih imamo zdaj pihalni, godalni, harmonikarski, ampak da bi nastal en lep revijski orkester. To bo pač v Delavskem domu 25. aprila. Potem je pa v maju zanimiv koncert, ki ga bomo združili z družinskimi člani. Mi smo ugotovili, da imamo na šoli ogromno otrok, katerih starši, strici, tete, bratci, sestrice tudi so hodili v glasbeno šolo, neki so igrali, igrajo in bomo to malo združili in bo potem tak družinski večer nastal. Potem je pa v juniju, sicer v dopoldanskem času, ker se je lani to zelo dobro obrestovalo, tudi potem pri opisu imamo matinejo oziroma dan odprtih vrat, na katerem bodo nastopili zgolj učitelji v različnih zasedbah. Lani je bilo tako odzivno, da so nas skoraj prodali že naprej, pa menedžerje poiskali. In pa potem na koncu šolskega leta, tik pred podelitvijo spričeval, to je pod 21. junija, bo pa še, mislim, da tisti bo pa en tak lep večer, kvaliteten večer, ker bodo pa učitelji in njihovi učenci na odru. In to učenci, ki dejansko trenutno, bom rekla, briljirajo na šoli. Tako da to nas še čaka. Mislim, da je kar zahteven projekt pred nami, te 75-letnice, ampak če smo do zdaj že toliko stvari speljali, jaz se ne bojim, da s pomočjo mojih kolegov, pa tudi zagnanostjo otrok in staršev, nam bo uspelo tudi letos. Vsekakor. In se veselimo, seveda. Dobro, čas za najin pogovor se počasi izteka, ob koncu te bom še prosila za pomoč pri žrebanju. V prejšnji oddaji smo spraševali, kdo je avtor romana Visoko poletje na provincialnih bazenih. Odgovor je Uroš Zupan. Prvi žrebani pa bo prejel knjigo založbe Ved Levček Oli v deželi mezinčkov, avtorice Erne Svet in vstopnici za Kino Zagorje. Takole, Katja, če mi lahko kar prvega žrebanca, prosim, pomagaš potegniti iz tele košare. Tale odgovor je pravilen. Poslala pa ga je Alič Nihada, Cesta zmage 4, 1410 Zagorje. Takole. Drugi žrebani prejme roman Tomaža Deželaka Drugi jaz in vstopnici za Kino Trbovlje. Tako da še enega potrebujemo. Takole. Tudi tale odgovor je pravilen. Poslala pa ga je Zidar Fani, Čemšenik 35, 1413 Čemšenik.
Tretji izžrebani pa bo prejel knjigo Društva za zdravilne rastline Zasavje, Dobrote z vrta tete Johance. Tako, še ena lepa nagrada. In še en izžrebanec. Takole. Da, tudi tale odgovor je pravilen. Stanka Celestina, selo 62A 1410 Zagorje. Tudi ta nagrada gre v Zagorje. Novo nagradno vprašanje ETV in založbe Ved pa se glasi: ali je bilo območno srečanje literatov seniorja Jesenske misli letos organizirano? A možnost je prvič, B možnost pa je 10. Prvi izžrebani bo prejel knjigo založbe Ved Morilec z napako pisateljice Janje Vidmar in vstopnici za kino Zagorje. Drugi izžrebani bo prejel slikanico Čebelje dogodivščine pisatelja Igorja Gošteta in vstopnici za kino Trbovlje. Tretji izžrebani pa bo prejel bon za pedikuro v salonu Petra, ki ima svoje prostore v domu starejših na Izlakah. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 2. decembra. Takole, še ta prijetna dolžnost je za nama. Katja, jaz se ti zahvaljujem za obisk v našem studiu in seveda vabljena še kdaj. Se vidimo, jaz upam, da tudi na kateri od naših teh prireditev 75-letnici, pač povabili vas bomo tudi kot televizijo. Hkrati tudi vse gledalce vaše televizije vljudno vabim najprej na naš novoletni koncert, potem pa na vse bodoče prireditve, ki jih pa res ne bo malo. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. V četrtek, 7. novembra, je bilo v Izlaškem domu upokojencev 10. območno srečanje literatov seniorjev Zasavja v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije, območna izpostava Zagorje ob Savi. Sodelovalo je 12 zasavskih literatov iz Trbovelj, Litije in Zagorja. O svojem literarnem ustvarjanju je z nami spregovoril Andrej Režun, ki je poleg Bojana Rozine pohvaljen strani strokovnega spremljevalca Aleša Guliča. Vaše ime kot zasavskega literata seveda ni neznano, že dolgo se z vami srečujemo, vam pa verjetno današnja pohvala kar nekaj pomeni. Ja, sem vesel te pohvale, vsekakor. Delam prav, da sem čedalje bolj, me veseli. Pa ste današnjo pesem posebno za to priložnost napisali? Ne, nisem sam posebej za to priložnost. Imam veliko pesmi, pač sem jo zbral v svojem okusu in izgleda, da je bila všeč. Pa imate pri svojem ustvarjanju kakšnega kritika, do katerega vam je res kaj posebno stalo? Ne, nimam, mislim, ni. Jaz to delam samostojno, neodvisno od nobenega, mislim, reči. Pa pripravljate že kaj novega, mogoče tudi izid kakšne zbirke? Ja, zbirka, ne vem, lahko bi bila, imam veliko materijala, imam pesmi tam nekje okrog skoraj 250 napisanih, tam ni finančnih sredstev, to je drag zalogaj. In kje iščete motive? Motivi pridejo, to je spontano, to ni, da bi rekli, zdaj bom pa tole, to pride in ponovadi imam beležko, svinčnik in tap in zapišem in nastane nova pesem. Ja, potem pa malo še dodelaš, ampak glavne točke pridejo vse spontano. V katerem koli času, tudi po noč, ali pa to ni pogojeno z nobenem, bi rekel, časa ali pa kogarkoli, ali pa bom rekel, zdaj le bom napisal, ne gre to tako. Nasilje ne moreš nič narediti, to se moraš sam pojaviti. Poleg pesnikov in recitatorke Tanje Bašelj je nastopila še ženska vokalna skupina Iris pod vodstvom Tadeje Osredkar. Istočasno je bila v domu odprta tudi likovna razstava članic likovne skupine Dom, Danijele Aničin in Magde Brvar.
Srečanja se je udeležil tudi direktor občinske uprave Zagorje Rudi Medved, ki je obljubil, da bo občina naslednje leto financirala izdajo zbornika literarnih del zasavskih literatov za preteklo obdobje. O tem, kakšno je bilo letošnje srečanje v primerjavi s prejšnjimi, pa smo spregovorili s strokovnim spremljevalcem srečanj Alešem Guličem. Glede na to, da ste dolgoletni strokovni spremljevalec teh srečanj, bi lahko naredili kratko primerjavo, naprimer letošnje in prejšnja srečanja. Ja, sej, to je tudi pravzaprav vprašanje, ki se že ponavlja. Ja, tako je, kot je bilo vedno. Pač gre za seniorje in seniorke, ki imajo na nek način izdelan svoj pesniški pogled, tudi v repertoarju se več ali manj ne spreminjajo, tako da stvari so, recimo, kar se tiče vsebine in pa tudi kar se tiče poetike, približno enake vsa ta leta. Res je, da eno leto eden bolj zaštrli ven, drugo leto drugi. Tudi letos je bilo tako. Dve pesmi sta bili takšni, da bi jih pravzaprav lahko brez sramu objavili v katerikoli reviji poezije. Drugo je pa pač iskanje in tipanje. V besedni umetnosti je pač vedno tako. Se mi pa zdi, da so bolj vedri bili letos kot lansko leto, mogoče zato, ker je bilo daljše poletje in so potem v zadnjem trenutku kakšno reč napisali. Pozna se, da so pesmi zelo razpoloženjske, to je, moram reči, tudi dobro, da niso pisane ravno za ta konkurs, natečaj, srečanje, ampak da jih izberejo iz svojega najbolj širšega opusa. Pri prozi je pa seveda v glavnem memoarska proza, se pravi literarne, čiste literarne je zelo malo, tudi to je že pravzaprav vsa leta. Pozna se pač, da starejši živimo bolj v spominih in jih na ta način tudi reproduciramo, čistimo, obnavljamo, se pravi neke vrste tudi terapija, kar je sicer vsakršno ustvarjanje, tako ali tako. Pa kljub temu mislim na to, kot ste rekli, da smo starejši, vedno poudarjate branje, branje in branje. Ja, branje do smrti in še kakšen dan čez. To je pomembno. Tako se pravzaprav čisti tudi lastna beseda. Takrat se človek tudi sam vpraša, kako bi kaj napisal, zapisal, da bi seveda učinkovalo tudi na tiste, ki berejo. Pisanje samo zase je premalo. Konec koncev vsakdo, ki ustvarja tudi za druge, če jih pozna ali pa če jih ne pozna. Se pravi, ne pišeš kar tako nekaj. Seveda tisti, ki piše čisto zase, tisti tako ali tako ne pride sem, ne objavlja, ne pokaže tega in tam je drugače. Ampak vse tisto, kar gre ven, se pravi, kar gre v javnost, ožjo ali širšo, pa je vendarle namenjeno drugim. In zaradi tega je pač treba, če hočemo seveda povedati tisto, kar mislimo, če hočemo, da bi ljudje razumeli tako, kot hočemo, da bi začutili tisto, kar hočemo, da bi začutili, potem je seveda treba veliko truda in znanja. Šol za pisatelje in pesnike ni. Edina šola je seveda dobro opazovanje sveta in samega sebe in druga šola je pa seveda branje, prebiranje, zelo natančno prebiranje tudi stvari, ki smo jih že velikokrat prebrali, zaradi tega, ker sploh v poeziji se vedno pravzaprav najde kaj novega. Vedno preslikujemo tudi sebe na tisto, kar beremo, in takrat se odprejo novi svetovi. V Zagorski galeriji Medija je bila v petek, 8. novembra, odprta razstava zagorskih likovnikov, udeležencev slikarske kolonije iz Lake Zagorje, ki so še vedno aktivni na svojem področju. In kot pravi Milan Razboršek,
Vsak od njih je na svoj način prispeval kamenček mozaik popularizacije likovne kulture, ne samo v naši Zagorski dolini, ampak tudi širše. Večer so popestrili učenci Glasbene šole Zagorje pod mentorstvom Gregorja Trohe. Slikar Milan Razboršek, ki je razstavo uradno odprl, je nekaj besed o razstavi namenil tudi našim gledalcem. Izteka se jubilejno leto slikarske kolonije iz Zlake Zagorje. Verjetno obstajajo dogodki, letnice, pa predvsem ljudje, ki so pustili poseben pečat v tem preteklem času. Ja, tako je. Aktualna razstava v Galeriji Medija se ravno tega dotika. V teh 50-letni zgodovini so bili prisotni slikari iz Zasavja, seveda začetniki te kolonije od Leskoška do Kopitarja, do Kneza, do Hočeja, do še drugih recimo. In to pot smo se pa odločili, da predstavimo slikarje, zagorske slikarje, ki so bili udeleženci kolonije Zlake Zagorje in ki so še vedno aktivni na svojem področju. In do kdaj bo razstava odprta? Razstava bo odprta do naslednje razstave, to je logično, ampak 3. decembra imamo naslednjo razstavo, to pa je predstavitev novejše produkcije, to se pravi te 50. kolonije, ki je bila realizirana v juliju letošnjega leta. Renomirani slikari, zelo dobra razstava in par dni predtem bo seveda ta razstava zaključila svoj krog, ampak mislim pa, da je razstava izredno zanimiva, tudi Zagorjani navejo, da so imeli med sabo take dobre slikarje, kot so tu predstavljeni. V torek 12. novembra pa so v avli Litijske občine odprli razstavo Kamnita rapsodija. Avtorica Sonja Perme je zbranim predstavila fotografije, ki so nastale večinoma na kraško-istrskem svetu. Avtorica je članica Lile, fotografsko sekcijo pa vodi 4. leto. Včasih je fotografirala dogodke, živali, naravo, vse pogosteje pa fotografira zase, za svojo dušo in povsod išče motive, ki so nekaj posebnega. V kulturnem programu je nastopila pianistka Janja Šuštaršič, povezovala je predsednica Litijskega likovnega ateljeja Joža Ocepek. Avtorica je o razstavi povedala. Sonja Perme, zakaj naslov razstave Kamnita rapsodija in kje so te fotografije nastale? Te fotografije so nastale na potovanjih v obmorskih krajih. Tam najdemo stare kmečke in avtentične hiše, dišijo po osamljenosti, dišijo po zapuščenosti, zgrajene so iz kamenja s starimi okenskimi portali in pa vrati. To me od srca navdušuje in rada jih opazujem, rada jih tudi fotografiram in to gradivo sem potem želela predstaviti ostalim ljudem. Prejemnica zlatih palet in drugih nagrad, kaj vam pomenijo nagrade? Tudi v slovenskem merilu so to izziv, kako naprej? Te nagrade so mi v veliko veselje, po drugi strani pa je nagrada tudi obveznost, ker stremeti moraš po tem, da so fotografije boljše, tehnično dovršene in motivi takšni, kot pač morajo biti. In rada v glavnem fotografiram in se tudi veselim še kakšnih nagrad. V Delavskem domu Trbovlje so v petek pripravili zaključno razstavo Zlata paleta 2013.
Na jubilejni 15. zaključni likovni razstavi so najuspešnejšim likovnim ustvarjalcem podelili certifikat kakovosti in glavna priznanja Zlata paleta za vrhunske dosežke na področju ljubiteljske likovne dejavnosti. Žirija Zveze likovnih društev Slovenije, ki predseduje Branko Železnik, je zlato paleto za risbo podelila Rajku Bogataju iz Ljubljane, za grafiko članici Relika Majdi Drnovšek, za realizem Petru Petovarju iz Pirana, za abstrakcijo Simoni Robin iz Dravograda, za kiparstvo Robertu Kosmaču iz Gornje Radgone in za fotografijo Bojani Gvardijan iz Kočevja. Dan kasneje je prav tako v Delavskem domu Trbovlje potekalo odprtje razstave, na kateri so bili prikazani plakati iz časa II. Svetovne vojne. V imenu Zveze združenj borcev NOB Trbovlje je zbrane pozdravila predsednica Marija Govejšek. Poudarila je, da skozi plakate želijo prikazati pomembne dejavnosti v času NOB, ki niso bile le tiste povezane z orožjem, ampak tudi kulturne, izobraževalne, zdravstvene in nekatere druge dejavnosti. Po odprtju razstave je sledil še zelo dobro obiskan koncert pevk ženskega zbora Kombinatke. Slednje so v Trbovljah po lanskem aprilu še v drugo prepevale delavske, partizanske in druge uporniške pesmi, za katere se zdi, da so v letošnjem letu, ko je Slovenija še bolj globoko v krizi, ko se število nezaposlenih povečuje iz dneva v dan in ko nam vlada iz meseca v mesec postreže s kakšnim novim davkom, še toliko bolj na mestu. Ko se iz Zagorja napotite proti Trojanam, se malo pred znanim gostiščem na levi strani pojavi ozka asfaltna pot, ki vodi strmo navzdol. Spodaj se konča predlično cerkvico, ki je po svojih zavetnikih dobila ime Podružnična cerkev svetega Mohorja in Fortunata. Tu se je v nedeljo 17. novembra odvijala maša, ki je bila malce drugačna kot sicer. Po maši je bila namreč predstavljena brošura, ki predstavlja zanimivo zgodovino cerkve. Brošuro, ki je natisnjena s pomočjo občine Lukovica, je zbranim predstavil župan občine Lukovica Matej Kotnik. Nekaj besed pa je namenil tudi našim gledalcem. V vaši občini se očitno zavedate pomena sakralne in kulturne dediščine, pa ste se verjetno tudi zato odločili, da pomagate okrog izida knjižice o cerkvici v Zideh. Ja, to je bilo pravzaprav ne tako lepo naključje, ker je gospod Marjan Klančnik prišel na občino in je pravzaprav svoj interes, da nekaj napiše tudi v tej cerkvi predstavo. In jaz mislim, da je to nekaj lepega, če se nekdo zanima, če ima nek odnos do kulturne dediščine, da mu to nekaj pomeni in to hoče deliti tudi z drugimi. In zato smo se odločili za to knjigico, ki pravzaprav govori o tej lepi cerkvici in vse te cerkvice pri nas in cerkve. V naši občini jih je na prebivalstvo kar veliko, so pravzaprav DNK našega naroda, v njih je zapisana naša preteklost, naš odnos do kulture, naš odnos do evropske civilizacije, če hočemo, naš odnos do umetnosti. In mislim, da ohranjati to pomeni ohranjati identiteto naroda. Ste pa verjetno imeli že kakšen tak projekt? Ja, zdaj večinoma smo se ukvarjali s tistimi pomembnejšimi spomeniki. Zelo odmevna je bila raziskava pa obnova cerkve Svete Neže na Golčaju nad Blagovico, potem veliko pozornosti vzbuja obnova cerkve Svetega Luka v Spodnjih Praprečah pri Lukovci in ta v Zideh Svetega Mohorja in Fortunata je pa prav tako en tak cukrček, ki je sicer malo oddaljen,
pa malce skrit v hrib noter, ampak prav tako zelo zanimiva cerkvica, ki ima mnogo povedati in to je tisto, kar je pravzaprav tudi ganilo gospoda Marjana, ki se je lotil te knjigice. To pa tudi pomeni, da skrbite, pravzaprav na ta način ste pokazali nekako tudi skrb za obrobne kraje vaše občine. Ja, sej, v glavnem so vsi obrobni. Ne, tako da se trudimo nekako na vse konce skrbeti, za vse vasi nekako enakomerno pomagati, vlagati sredstva in tako naprej. To včasih je malo težje, ampak poskušamo. Občina tudi namenja sredstva za obnovo sakralnih spomenikov. Ne. Zdaj so mogoče časi, kjer je odnos do tega še malo drugačen, žal, ampak vseeno se nam zdi, da je pomembno ohranjati našo kulturo, tudi na ta način, da tudi iz proračuna namenjamo sredstva preko razpisa za obnovo tistih sakralnih spomenikov, kjer pa se, to je treba povedati, ali s pomočjo domačega župnika ali pa s pomočjo ljudi, ki skrbijo za te cerkve, odločijo, da bodo v cerkvi karkoli popravljali, renovirali, ohranjali in tako naprej. Cerkvica ima številne posebnosti. Med drugim jo odlikuje na južni prezbiterialni steni naslikano eno izmed najlepših križanj v našem srednjeveškem stenskem slikarstvu. Zunanje strani pa si lahko ogledate 3, verjetno iz varnostnih razlogov, zazidana gotska okna in edinstveno gotsko pravokotno okno, ki je tudi zazidano. Cerkvica je kulturni spomenik vreden ogleda. Tudi avtorja brošure, ljubiteljskega zgodovinarja Marjana Klančnika, smo povabili pred našo kamero. Kot ljubiteljski zgodovinar ste se tokrat odločili, da napišete knjižico o cerkvici v Zideh. Kaj vas je k temu spodbudilo? Najprej podobnost s cerkvico na Vinah, ki je iz istega obdobja, se pravi iz poznega srednjega veka, pa postala mi je zanimiva, ko sem si jo temeljiteje ogledal. In ima nekaj izredno redkih, kako bi rekel, plastik, figur, ki so pač bile vredne, da se to napiše, pa pove faranom. Pa k sreči sem imel veliko razumevanje župana Lukovice, pa ne nazadnje tudi gospoda župnika Šentgotrskega, Dragota Markoša, in je tako posel stekel. To pa je tudi vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Kdo pravi, da ni fleksa po 50-em? Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav.